Več glav, več ve. Marec se je iztekel in pomlad je uradno tu. A kaj čutiš spomladansko utrujenost, Lana? Vedno, tudi pozimi. Ja, prijatelji tožijo o tem, da jih daje spomladanska utrujenost, medvedje se zbujajo iz zimskega dremeža, če jim je pravzaprav tale blaga zima sploh privoščila kaj spanca. Ravnokar smo premaknili uro, kar lahko marsikomu poruši dnevni ritem in predvsem vpliva na spanec. Pomlad je tudi obdobje alergij, tudi nekateri med nami zaradi tega posežemo po zdravilih, tako imenovanih antihistaminikih, katerih neželeni učinki med drugim vključujejo dnevno utrujenost. Če povzamemo, danes bo rdeča nit pogovora v epizodi podcasta Več glav, več ve, spanje. V nevropojmovniku bomo razložili ortosomnijo, v možganovicah izpostavili nekaj zanimivih informacij v zvezi s spanjem in na koncu dali tudi popotnico v prid krepčilnemu, zdravemu spancu. A če začnemo na začetku, Lana, kaj je spanec? Spanec je naravno stanje zmanjšanega zaznavanja in neodzivnosti na dražljaje. Na srečo reverzibilno, torej povratno. Je stanje, v katerem ljudje, običajno v varnem zavetju, zavzamemo značilno, udobno in stabilno telesno držo, ponavadi ležimo, ampak karkoli je že značilno za nas. V spanju večina mišic sproščeno miruje, medtem ko se v fazi spanja, za katero je to značilno, mišice, ki premikajo očesna žrkla, krčijo. V tej fazi spanja zato pravimo tudi spanje hitrih očesnih gibov oziroma REM spanje, ker angleška kratica, po kateri je poimenovana ta faza spanja, pojmuje to kot rapid eye movement, torej hitri očesni gibi. Spanje ni trpno ali pasivno stanje, v katerem se možgani recimo ugasnejo ali pa odklopijo, pač pa gre za kompleksno uravnavano aktivno stanje, v katerem usklajeno deluje več omrežij v možganih. Ker je spanje značilno za skoraj vse živalske vrste, so ga tudi raziskovalci v preteklosti sprejeli kot samoumevno in niso niti poskušali eksperimentalno priti do odgovorov na vprašanje, zakaj spimo in kakšna je fiziološka vloga spanca. Pravzaprav je kandidatnih odgovorov kar nekaj, raziskovalnih utemeljitev, zanje pa precej manj. Ponujene razlage za odgovor na vprašanje, zakaj spimo, izpostavljajo, da spimo zato, ker recimo možgani potrebujejo odklop, ker organizmi med spanjem varčujejo z energijo, ker se med spanjem utrjujejo spomini, ki smo jih nabrali v budnosti, ali pa v zadnjih letih še prav posebej popularna razlaga, da se med spanjem iz naših možganov bolj aktivno izplavljajo nakopičeni presnovki. Težava z raznolikimi teorijami o tem, zakaj spimo, je, da če naslovimo samo te, ki sem jih prej naštela, so možgani med spanjem vse skozi aktivni. Se pravi, razlaga, da je spanje posledica tega, da možgani potrebujejo odklop in neaktivnost, ne more držati. So sicer drugače aktivni kot v budnosti, pa vendar niso odklopljeni. Organizmi med spanjem res porabijo manj energije kot v budnem in aktivnem stanju. Ampak podobno bi bilo tudi, če bi namesto recimo tega krepčilnega spanca samo budno mirovali. Spanje pa je drugačno od budnega mirovanja. Več znanstvenih potrditev in takih, ki so torej tudi posledica dobro zastavljenih in izpeljanih poskusov, celo na ljudeh, imamo zato, da se med spanjem utrjujejo spomini. Ampak to verjetno ni edina fiziološka naloga spanja. Kar zadeva zadnjo kandidatno razlago, da se med spanjem iz možganov izplavljajo nakopičeni presnovki, pa je težava v tem, da obstajajo tudi prav nasprotna znanstvena spoznanja, ki kažejo, da se med spanjem zmanjša tok tekočine iz možganskega parenhima v likvor in zagotovo bomo o tem pisali in poročali tudi v prihodnje ob razvoju novih znanstvenih spoznanj.
Če bi razumeli ključne funkcije spanja, bi bolje razumeli povezave med spanjem in zdravjem in seveda tudi med motnjami spanja in boleznimi. Žal kljub napredku znanosti o spanju, ki pravimo tudi somnologija, v zadnjih desetletjih lahko rečemo, da še vedno ne vemo, zakaj spimo. Želja po spancu je neogibni del naših življenj, podobno kot želja po vodi ali po hrani. Ampak za razliko od mehanizmov žeje in lakote, ki jih dokaj dobro razumemo in so nam razumljive tudi koristi potolaženja potrebe po vodi in po hrani za zdravje in dobro počutje, je pri spanju manj jasno, zakaj preprosto moramo spati in kakšne so koristi spanja. A čeprav prav na to ključno vprašanje še nimamo odgovora, poznamo poglavitne mehanizme uravnavanja spanja, ki jim bova posvetili nekaj besed. Če bi naključnemu nesomnologu, torej laiku, kar zadeva raziskovanje ali klinično ubadanje s spanjem, postavili vprašanje, zakaj spi, bi verjetno ponudil vsaj enega od dveh dokaj očitnih odgovorov. En bi lahko bil, ker sem utrujen, drugi pa, ker se znoči in je preprosto čas za posteljo. V teh odgovorih se pravzaprav skrivata dva dejanska prepoznana mehanizma uravnavanja spanja. En, ki je povezan z biološko uro in tako imenovanim cirkadianim, se pravi približno znotraj 24 ur izpeljanim ritmom delovanja našega organizma, ki spodbuja nočni spanec. Drugi pa je tako imenovan homeostatski mehanizem, ki spodbuja spanec takrat, ko smo dalj časa budni in posledično utrujeni. Ta mehanizem se recimo lahko primerja z žejo ali lakoto, takrat, kadar dalj časa nismo deležni pijače ali hrane. Obenem pa vsi vemo, da smo kdaj utrujeni in lahko zaspimo tudi čez dan, ali pa imamo izkušnje s tem, da kljub nočni uri zelo odprtih oči in budnega duha nikakor ne moremo zaspati. V mehanizme uravnavanja spanja je vključenih več nevrotransmiterjev oziroma nevroprenašalcev, živčnih prenašalcev, med katerimi ni enega, ki bi bil poglaviten. V dogajanje so vključeni predvsem glutamat, acetilholin, gamma-aminomaslena kislina oziroma GABA, noradrenalin, dopamin, serotonin, histamin, hipokretin, adenozin in tudi melatonin. Motnje v delovanju teh nevrokemijskih sistemov, recimo zaradi zdravil, kot so antihistaminiki za lajšanje spomladnih alergij, ali pa učinkovin, kot je kofein, s katerim mnogi začenjamo dan oziroma lajšamo popoldansko zaspanost, pomembno vplivajo na stanje budnosti in spanja ter na prehode med enim in drugim stanjem. Dobro, kaj bi lahko rekli, da o dogajanju v možganih med spanjem že vemo? Če opazujemo vedenje in snemamo električno aktivnost možganske skorje s površine skalpa, temu zadnjemu rečemo elektroencefalografija ali EEG, ljudi oziroma drugih sesalcev, lahko ločimo 3 stanje. Budnost, spanje hitrih očesnih gibov oziroma REM spanje in spanje, ki ni REM in ga tako tudi imenujemo, torej ne REM spanje. Če budni mižimo v pripravi na spanje, lahko v EEG-ju vidimo predvsem tako imenovane valove alfa. Te imajo frekvenco med 8 in 12 Hz ali nesinhrono aktivnost visokih frekvenc nad 40 Hz. Ko spontano zaspimo, postanemo neodzivni, bolj ali manj, na dogajanje okoli sebe, pojenja hoteni nadzor nad mišicami in pričnemo ciklično prehajati med obdobji REM in ne-REM spanja. Med ne-REM spanjem so v EEG značilno vidni počasni, visoki valovi, ki so izraz sinhronega nihanja nevronske aktivnosti med proženjem in premori, nizkofrekvenčno valovanje delta, ki ima frekvenco pod 4,5 Hz, je prisotno predvsem v začetnih ciklusih spanja. Proti jutru ga je postopno manj, kar se upada s plitvejšim spancem. V REM spanju je vzorec aktivnosti v EEG-ju precej podoben stanju budnosti, ampak v tej fazi je značilno zmanjšan splošni mišični tonus z izjemo občasnih zgibkov, hitrih očesnih gibov in na srečo tudi dihanja. Ja, ta 3 stanja, torej budnost, REM in ne-REM spanje, so posledica usklajenega delovanja dokaj raziskanih nevralnih poti in živčnih prenašalcev v možganih. Zanimivo je, da smo prva spoznanja o nevralnih poteh, sistemih udeleženih v spanje, pridobili zaradi možganskih okvar pri bolezni. Konkretno je šlo za virusni encefalitis, torej vnetje možganov. Rekli so mu tudi letargični encefalitis, ki ga je v začetku 20. stoletja raziskoval Konstantin von Economo in se zato ta bolezen imenuje tudi po njem von Economov encefalitis. Ta bolezen je zanimiva
zanimivo bila prisotna pravzaprav v podobnem obdobju kot španska gripa, ampak gre za dve različni virusni obolenji, ki sta tudi pustili nekaj različnih posledic za zdravje ljudi, ki so preživeli eno ali drugo okužbo in živeli še desetletja dolgo, da se je pri njih lahko razvila recimo tudi kakšna pozna posledica za delovanje možganov in živčevja. Skratka, okvare, ki jih je letargični encefalitis povzročil v možganskem deblu ali v zadajšnjem delu predela, ki mu rečemo hipotalamus, so pri bolnikih izzvale prekomerno zaspanost, tako imenovano hipersomnijo. Okvare bolj sprednjega dela hipotalamusa, ki so segale tudi v bazalne ganglije, pa pomanjkanje spanca oziroma nezmožnost za spanje, insomnijo. Pozneje so sistematične raziskave na poskusnih živalih, postopno pa tudi spoznanja na ljudeh, utrdila predstavo o pomenu skupkov nevronov tudi v podaljšani hrbtenjači in možganskem deblu, ki jih imenujemo s skupnim imenom ascendentni, torej navzgor potekajoči, retikularni, kar pomeni mrežasti, aktivacijski sistem ali ARAS. To je skupek gruč živčnih celic, ki prejemajo prilive informacij iz vseh naših čutil in ta sistem aktivira možgansko skorjo, kar povzroči, da se predramimo iz spanca in usmerimo pozornost k tistemu dražljaju, ki nas je zbudil. Recimo vsako jutro budilka. Poglavitni živčni prenašalci tega aktivacijskega sistema so acetilholin, noradrenalin, serotonin, histamin in dopamin ter počasi delujoči hipokretin oziroma oreksin. Skupaj z glutamatom, adenozinom in GABA te nevrotransmiterji uravnavajo budnost in spanje. Brez da bi se spuščali v prehude podrobnosti in tvegali, da nam med poslušanjem te epizode zaspite še vi, povejmo nekaj primerov delovanja živčnih prenašalcev. Acetilholin iz nevronov možganskega debla vpliva na aktivacijo možganske skorje skozi talamus, kar botruje v zdramljenju iz spanca. Ti nevroni so predvsem aktivni v budnosti in med REM spancem. Njihova aktivnost pa zavira ne-REM spanje. Bolj aktivni v budnosti so tudi nevroni, ki sproščajo noradrenalin, serotonin in histamin. Pri laboratorijskih miškah draženje nevronov, ki izločajo noradrenalin, izzove hipno zbujenje in živahno gibanje. To zadnje, kar si omenila, je povezano z eno izmed razlag o tem, zakaj naj bi bil spanec nujen, s tako imenovano, že prej omenjeno, domnevo o glimfatičnem sistemu. Ta naj bi v ne-REM spanju, ko je aktivnost noradrenalinskih nevronov najnižja, omogočal snaženje možganov, tistih presnovnih smeti, ki naj bi se sicer kopičile v medceličnih prostorih in s časom povzročile potem tudi okvare delovanja in na koncu zgradbe možganov in nevrodegeneracijo. Torej, če nočeš imeti demence, pojdi spat. Ja. Bomo verjetno do tega še prišli v kontekstu ortosomnije, zakaj tak strah ni nujno v prid krepčilnemu spancu in počitku. Prehitevaš. Drži. Ampak ta popularna domneva o glimfatičnem sistemu, ki je pač desetletje dolga že na sceni, je pravzaprav ta hip na preizkušnji, ker so neodvisni raziskovalci s svojimi poskusi pravzaprav ugotovili, da se med spanjem, v torej fazi ne-REM spanja, izplavljanje snovi iz možganskega tkiva celo zmanjša v primerjavi z budnim stanjem. O tem smo na spletišču zdravaglava.si pisali tudi že sami in bomo dodali povezavo do tega povzetka pod prepis epizode in ker obljuba dela dolg in sem že prej dejala, bomo v prihodnje tudi sledili nadaljnjim raziskovalnim napredkom na tem področju in o njih poročali sproti. Super. Dodamo lahko še nekaj zanimivih drobcev, ki so mogoče uporabni v vsakodnevnem življenju. Recimo to, da zaradi vloge histamina v vzdrževanju budnosti, antihistaminiki, ki ovirajo njegove učinke v možganih, spodbujajo zaspanost. Drug zanimiv drobec je to, da številni psihostimulansi spodbujajo budnost tako, da okrepijo dopaminske učinke. Ali pa to, da je kofein antagonist, kar pomeni zaviralec učinkov, adenozina, ki je eden izmed poglavitnih dejavnikov naraščajoče zaspanosti med dolgotrajno budnostjo. Nazadnje pa tudi to, da je aktivnost hipokretinskih nevronov večja med budnostjo in da potihnejo v REM in ne-REM spanju. Okvare teh nevronov ali pa celo njihovo uničenje so vzrok za tako imenovane napade spanja oziroma narkolepsijo s popolno izgubo mišičnega tonusa, katapleksijo.
Verjetno pa nobena zgodba o spanju ne bi smela izpustiti melatonina. Melatonin. Reklame so ga polne, ljudje ga iščejo in tudi uživajo, na debelo bi lahko rekli. V hipotalamusu, ki smo ga že spoznali kot enega ključnih predelov možganov za uravnavanje spanja, se nahaja tudi majhen skupek nevronov, ki leži nad križiščem vidnih živcev, z tujko mu rečemo kiazma, temu križišču, zato so raziskovalci ta skupek nevronov poimenovali suprakiazmatsko jedro, kar pomeni nad križiščem ležeče jedro. Ta gmota, približno 20.000 živčnih celic, je srčika naše cirkadiane ure, ki deluje dokaj neodvisno od uravnavanja spanja in budnosti prek tistih homeostatskih živčnih sistemov, ki sva jih ravnokar na kratko predstavili. Delovanje suprakiazmatskega jedra modulirajo telesna temperatura, presnovni dejavniki, daleč najpomembnejši pa je vpliv melatonina. Ta pa je odvisen od svetlobe, ki smo ji izpostavljeni. Izločanje melatonina je ponoči 10-krat večje kot podnevi. Zdi se, da je v učinke melatonina vključen tudi adenozin, kar bi povezalo zgodbo o cirkadianem uravnavanju spanja s homeostatskimi mehanizmi, o katerih sva nekaj povedali prej. Melatonin je ena izmed najbolj popularnih, hkrati pa tudi največkrat neustrezno uporabljenih učinkovin, s katerimi si mnogi skušajo uravnavati spanec. Izsledki nekaterih novejših metaanaliz sicer izkazujejo majhno do zmerno učinkovitost melatoninskih pripravkov in tudi učinkovin, ki zaradi vezave na melatoninske receptorje posnemajo njegove učinke, pri subjektivno in objektivno ocenjenem celokupnem trajanju spanca ter samoporočani kakovosti spanca. Vseeno se je potrebno zavedati tveganj, povezanih z uporabo prehranskih dopolnil, tudi tistih z melatoninom, ki izhajajo iz pomanjkljivega nadzora nad njihovo sestavo in trženjem in lahko botrujejo resnim tveganjem za zdravje. Izkazana učinkovitost melatoninskih pripravkov je zaradi splošnega prepričanja o učinkovitosti melatonina pri izboljšanju spanja lahko tudi posledica učinka placeba. Zato, da bi ta vpliv oziroma ta učinek placeba lahko nadzorovali, pa bi morali sistematično ovrednotiti pričakovanja preiskovancev še pred začetkom raziskovalnega protokola. Tudi objektivno vrednotenje trajanja spanca, kjer gre v raziskavah največkrat za aktimetrijo, torej napravo, ki jo preiskovanci nosijo na svojem zapestju in ki meri, koliko se premikajo, ni tako zanesljiva, kot bi bila recimo polisomnografska študija spanja, kar je način, kako somnologi vrednotijo spanec bolnikov. Ampak to je za izvedbo precej zahtevnejše, ker terja prostorske in tudi kadrovske okrepitve. Polisomnografija je nekaj, kar lahko izpeljemo zgolj v laboratorijskih pogojih. Vključuje tudi, če se ne motim, EEG, Snemanje EEG-ja, čestnih gibov. video nadzor oziroma snemanje tega, kaj preiskovanec počne. Tako. Skratka, zahtevna zadeva. Pod črto, prvi ukrep za boljšo kakovost spanja naj bo izboljšanje spalne higiene, o tem bomo malo več povedali čisto na koncu epizode. Uporabi prehranskih dopolnil in učinkovin za boljši spanec pa se je najbolje posvetovati z osebnim zdravnikom, ki nas lahko po potrebi usmeri tudi do somnologa. In če se sprašujemo o tem, ali potrebujemo pomoč strokovnjaka, je pomembno poskušati poiskati odgovor na vprašanje, kaj je normalno in količinsko, kaj je pravzaprav ustrezen spanec. Vemo, da se to skozi življenje spreminja in da novorojenci večinoma spijo tam okoli 15 ur na dan, da recimo otroci spijo okoli 11-12 ur na dan, in da je za odrasle značilno, da spijo manj, nekje med 7 in 9 ur na dan. Ampak to so neke značilne številke za populacijsko povprečje, kar pomeni, da se marsikdo med nami v teh številkah ne bo nujno prepoznal. Ali te številke govorijo o tem, koliko spanja potrebujemo, ali zgolj koliko si ga lahko privoščimo, če pač samo poročamo o tem, koliko v povprečju spimo. To pa je pravzaprav precej pomembno vprašanje, na katero ni tako enostavno
podati odgovor. Raziskave tesno povezujejo motnje spanja z mnogimi boleznimi, a pri tem pogosto dokaj samozavestno, verjetno preveč, domnevamo, da je narava teh povezav samoumevna in da torej moten spanec neposredno povzroča bolezen. V resnici največkrat ne moremo z gotovostjo reči, ali so motnje spanja vzrok ali pravzaprav predvsem posledica nekega razvoja bolezenskega dogajanja ali pa celo vzporedna, bolj kot ne kolateralna škoda nekih bolezenskih procesov, ki povzročajo in vzdržujejo tako bolezen, kot tudi ovirajo, krnijo naš spanec. Le nekaj tednov nazaj je bila objavljena raziskava, ki je analizirala podatke skoraj 500.000 posameznikov, vodenih v Biobanki Združenega kraljestva med leti 2006 in 2010. Zanimale so jih morebitne povezave med kronično, torej dolgotrajno prekratkim spancem, manj kot 7 ur, in predolgim, torej več kot 7 ur spancem, značilnostmi spanja in celim nizom bolezenskih izidov. Preiskovanci so bili stari med 38 in 73 let. Raziskava je obsežna, ima zapleteno zgradbo in je naslovila več zanimivih vprašanj, a če izpostavimo poglavitno. Raziskovalci so ugotovili, da se pri odraslih spanje, ki kronično presega 7 ur, in tudi spanje, ki je kronično krajše od 7 ur, povezuje z izidi slabšega zdravja, a ne na enak način. Medtem ko je kronično podaljšan spanec bolj verjetno izraz slabšega zdravja, recimo srčno-žilnih bolezni ali depresije, je kronično prekratek spanec verjetno vzročni dejavnik v nastanku kroničnega vnetja in srčno-žilnih ali presnovnih bolezni. Mehanizmi, prek katerih naj bi kronično pomanjkanje spanja prispevalo k nastanku kroničnega vnetja in bolezni, so najverjetneje spremembe v aktivnosti simpatičnega živčevja in tako imenovane stresne osi, povezav hipotalamusa, hipofize in skorje nadledvičnih žlez, saj oba sistema vplivata na vnetni in imunski odziv. Ja, ta je ena izmed zanimivejših raziskav, ki se je zares lotila analize obsežnega nabora podatkov in s sistematičnim metodološkim pristopom pravzaprav uspela dokaj lepo pokazati na razlike v skupinah ljudi z kronično prekratkim in kronično podaljšanim spancem. Pa vendar ni edina takšna raziskava in je nisva omenili zato, ker bi bila edina zveličanja vredna. Veliko je takih in sistematično povzemamo mnoge med njimi za prispevke na spletišču zdravaglava.si in jih bo težko, pravzaprav nemogoče, vse povzeti za katerokoli epizodo podcasta. Zato vas vabiva, da te povzetke poiščete in se jim posvetite s pozornim branjem kar na spletišču zdravaglava.si. V prejšnji epizodi, ki smo jo posvetili lakoti, apetitu, debelosti in novim zdravilom, ki vplivajo na uravnavanje lakote, apetita in debelosti, kot je semaglutid, sva pa med drugim že omenili, da se recimo na zanimiv način prepletajo spanje po količini in hormoni, delovanje, izločanje hormonov, ki uravnavajo hranjenje. Vabimo vas, da prisluhnete celi epizodi. Na kratko pa lahko izpostaviva, da so raziskovalni izsledki pokazali, da prekratek spanec vodi v porast izločanja in učinkov hormona lakote in zmanjšane učinke oziroma tudi zmanjšano izločanje hormona sitosti in da torej v kontekstu življenjskih razmer, v katerih imamo neoviran dostop do kalorične, cenovno dosegljive hrane v izobilju, to oboje skupaj večja verjetnost razvoja debelosti. Predvsem manj vemo o tem, kako vzorci spanja na daljši rok prispevajo k zdravju. Takšne raziskave bi večinoma terjale, da skozi dolga obdobja natančno sledimo in popisujemo ključne značilnosti spanja dovolj velikega števila preiskovancev in imamo skozi celotno obdobje opazovanja dober nadzor nad drugimi dejavniki njihovega življenja. Del problema je tudi način zbiranja podatkov o spanju, saj se pri obsežnih raziskavah pogosto zanašamo na samo poročanje, ki ni zanesljivo. Kar bi lahko rekli, je, da za razliko od dokaj redkih težav, vsaj v kroničnem smislu, s spanjem v mladosti, zdravi starejši ljudje opažajo, da se jim spalna rutina spremeni. Morda smo zvečer prej utrujeni, pa vseeno težje zaspimo, morda se večkrat zbudimo
do polne budnosti tekom noči in ne moremo zaspati nazaj. Ko pa zaspimo, se vseeno zbudimo bolj zgodaj zjutraj, kot bi si želeli. Morda smo čez dan nagnjeni k dremežu. Morda ustrežemo tej želji po dnevnem spancu, kar je pravzaprav lahko tudi eden izmed vzrokov za slabši nočni spanec. Ne poznamo vseh mehanizmov, pravzaprav nobenega čisto zares dovolj dobro, ki bi utegnili biti vzrok za značilnosti spremenjenega spanja v zdravi starosti, ampak med kandidatnimi vzroki, ki so doslej že bili prepoznani, tudi skozi neke raziskovalne izsledke podprti, nastopajo spremembe v delovanju možganskih omrežij, ki oslabijo nerem spanec in z njim sposobnost vzdrževanja spanca, in na drugi strani oslabljeni cirkadiani ritmi ter spremembe v telesni temperaturi in izločanju melatonina, za katerega smo že povedali, da pomembno vpliva na spanje. Nevropojmovnik. Lana, rekli smo, da bomo razložili pojem ortosomnije. Gre za nezdravo in prekomerno prizadevanje za idealni spanec. Izraz je skovanka avtorjev članka iz leta 2017, ki opisuje 3 primere bolnikov, ki so poslabšali lastno nespečnost in svoja življenja, iščoč način, da si zagotovijo dovolj kakovostnega spanca. Pri tem so uporabljali pametne naprave, ki so beležile njihovo aktivnost med spanjem in jim podajale nezadovoljive rezultate, zaradi katerih so bili potem še bolj pod stresom in so še slabše spali. Sorodni trend na družbenih omrežjih je tako imenovani sleep maxing, kjer vplivneži za dober spanec priporočajo najrazličnejše nepreverjene pristope, ki najbrž tudi niso zastonj, od jemanja prehranskih dopolnil, pitja posebnih pijač tik pred spancem, posebnih očal, ki naj bi blokirala svetlobo modrega dela spektra, do širjenja nosnic s pripomočki in tudi lepljenja ustnic z lepilnim trakom, kar naj bi zagotovilo pravilen in zadosten pretok zraka in zmanjšalo smršanje. Nič od tega ni zares v prid ustreznemu počitku, dobremu počutju in zdravju, saj tesnoba, ki botruje sledenju tovrstnim nasvetom in izhaja iz v narekovajih nezadovoljivih rezultatov, ponovno v narekovajih meritev kakovosti spanca, slednjo kvečjemu poslabša. Možganovic. Marca je bil svetovni dan spanja. Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije že desetletje dela na promociji zdravega spanca in tudi letos je organiziral osrednji dogodek ob svetovnem dnevu spanja na Brdu pri Kranju. V nizu predavanj je bil pomen ustreznega spanja predstavljen na različne načine in iz zornih kotov raziskovalcev, kliničnih strokovnjakov ter promotorjev zdravja. V našem prispevku smo izpostavili nekatere stvari, ki jih danes povzemava tudi v tej epizodi, in med drugim tudi izzive, ki jih za javnost predstavlja poudarjanje pomena ustreznega spanja za zdravje ob pomanjkljivem naboru načinov, s katerimi si ljudje, posamezniki, lahko zagotovimo ustrezen spanec. Kot kaže tudi pojav ortosomnije, kot novo prepoznane motnje, se mnogi ljudje v strahu pred tem, da bi jim neustrezen spanec povzročil bolezen, Recimo demenco, zatekajo k že omenjenim psevdoznanstvenim rešitvam, ki jih mediji in spletni viri vešče promovirajo kot zanesljiv način za zagotavljanje zdravega spanca. Včeraj, 30. marca, smo premaknili uro za 1 naprej. Obstaja možnost, da bo uro potrebno premikati le še do izteka leta 2026, če se bodo države članice Evropske unije glede tega zedinile. Ali je premikanje ure res povezano s škodljivimi učinki na zdravje, ki bi se jim bilo mogoče izogniti ob ohranjanju stalne ure, ne glede na to, ali naj obvelja ohranitev zimskega ali poletnega časa za celo leto? O tem smo pisali v povzetku preglednega članka, ki ga bomo na spletni strani zdravaglava.si objavili prav v teh dneh. Vabimo vas, da ga poiščete. Kot smo že v uvodu omenili, je pomlad tudi sezona preobčutljivostnih reakcij na alergene v cvetnem prahu, tako imenovan
seneni nahod. Ta pesti mnoge ljudi, ki si za lajšanje simptomov pomagamo tudi z zdravili. Najpogosteje gre za zdravila, ki jim rečemo antihistaminiki, ker nasprotujejo učinkom histamina, snovi, ki se sprošča v naših telesih in je odgovorna za mnogo od značilnih pojavov, ki jih povezujemo z alergijo. Ob stiku s cvetnim prahom se iz naših celic sprosti histamin in povzroči hiter razvoj vnetja, razširitev, zvečano prepustnost žil, kar pelje v rdečino in zatekanje tkiva, obenem pa histamin tudi draži živčne končiče, kar izzove srbež. Antihistaminiki zasedajo celična vezavna mesta za histamin, zaradi česar zmanjšajo vnetje in blažijo srbečico. A tako kot vsa ostala zdravila imajo tudi antihistaminiki neželene učinke. Velik del teh je posledica njihovega prehajanja preko krvno-možganske prepreke v možgane, kjer prav tako kot na periferiji, recimo v nosni sluznici, preprečuje učinke histamina. Problem pa je v tem, kot smo že povedali prej, da so učinki histamina v možganih pomembni za ohranjanje budnosti, za dobro delovanje našega uma, torej kognitivno funkcioniranje, in tudi za blaženje lakote. Zato lahko antihistaminiki povzročijo dnevno zaspanost, okrnjene umske sposobnosti in lakoto. Novejši antihistaminiki, ki ne prehajajo v možgane, so po tej plati boljši, ker lahko blažijo alergije z manj neželenimi učinki v možganih. Če torej potrebujete zdravila za seneni nahod ali katero drugo obliko alergije, preverite pri zdravniku, ali vam lahko predpiše novejši antihistaminik, ki ne bo mešal štren vaši budnosti, ostremu umu in sposobnosti, da obvladujete lakoto. Nekaj za spomin. Kako torej v luči vsega povedanega lahko poskrbimo za ustrezen spanec? Strokovna priporočila, ki jih povzemamo tudi v uvodniku Spanje za zdravo glavo na spletišču zdravaglava.si, svetujejo naslednje. Če se le da, naj uspavanje in prebujanje vsak dan potekata v približno enakem času, dremežu čez dan pa se je bolje izogniti ali ga omejiti na največ 45 minut. Zadostno količino gibanja čez dan poskrbimo za zdravo utrujenost, tik pred spanjem pa se telesni dejavnosti in obilnim obrokom raje izognimo. Takrat tudi ni primeren čas za alkohol ali poživila. V spalnici naj bo temno in nekoliko hladneje, okoli 20 stopinj Celzija, postelja pa naj služi zgolj počitku in intimi. Pred spanjem se izogibajmo svetlim zaslonom in hrupu in kot smo omenili že v nevropojmovniku, je uporaba različnih naprav in aplikacij za spremljanje kakovosti spanca lahko prej škodljiva kot koristna. Prijetne misli, počasno in globoko dihanje, zavestno postopno sproščanje in druge tehnike nam lahko pomagajo, da počasi utonemo v spanec. Tako, znova smo na koncu epizode. Marsikaj povezanega s spancem sploh nismo naslovili, od značilnih in zaskrbljujočih motenj spanja, kot je spalna apnea, prekinite dihanja med spanjem, ali pa lepih stvari, kot so na primer sanje. Ampak za to bo še priložnost v kateri izmed prihodnjih epizod. Upamo, da se nama ponovno pridružite naslednjič, ko bomo v epizodi podcasta Več glav, več ve govorili o umovadbi. Dotlej pa vam želiva ravno prav krepčilnega spanca. Vse dobro, sladke sanje in lahko noč. Podcast Več glav, več ve je del Sinapsinega projekta Zdrav duh v zdravi glavi, ki ga kot program krepitve in varovanja zdravja sofinancira Ministrstvo za zdravje. V okviru projekta promocije znanosti Možgani so zakon ga do konca leta 2024 podpira tudi Javna agencija za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Če nas želite podpreti tudi vi, lahko na zdravaglava.si /donacije, torej zdravaglava.si /donacije, najdete informacije o možnosti neposrednega nakazila ali o odmeri dohodnine. Najlepša hvala.